Nadaljujemo s poudarkom na morebitnem dogovoru med ZDA in Iranom po nedavnem vrhu skupine G7 v Franciji, kjer so voditelji nekaterih največjih svetovnih gospodarstev, Francije, Nemčije, Britanije, Japonske, Italije, Kanade in ZDA, podali skupno izjavo, v kateri so pozvali k takojšnji prekinitvi ognja v Libanonu. Memorandum o soglasju poziva k ustavitvi sovražnosti med Izraelom in iransko podprto skupino Hezbolah, čeprav Izrael ni bil del tega pogajalskega procesa. Japonska premijerka Sanae Takaichi je pozdravila podpis memoranduma o soglasju in izrazila upanje, da bo kmalu ponovno omogočena plovba skozi Hormuško ožino. Povedala je, da Tokio upa, da bosta Washington in Teheran lahko hitro dosegla končni dogovor glede iranskih jedrskih vprašanj in drugih zadev. Dodala je tudi, da bo Japonska še naprej sodelovala z mednarodno skupnostjo in si prizadevala z vsemi diplomatskimi sredstvi za dosego miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu. Za več odzivov in vpogledov je v veselje pozdraviti v studiu novo izraelsko veleposlanico na Japonskem, Emanuel Navon, prav tako izvršni direktor Euromed sveta za Bližnji vzhod in predavatelj mednarodnih odnosov na Univerzi v Tel Avivu. In ni neznan obraz na i22 News English kot komentator. Dr. Navon, za začetek čestitke. Hvala. To je zagotovo pomemben trenutek, da prevzamete tako vlogo za začetek. Ko pogledate v prihodnost te posebne regije v tako negotovem času, so dobesedno vse oči uprte v Švico in čakajo, kaj se bo zgodilo glede tega očitnega dogovora. Povejte nam, kakšne so trenutno skrbi skozi prizmo Izraela, ki zdaj opazuje dogajanje po vsej regiji. Kar se tiče Izraela, seveda, dejstvo, da se je Islamska republika Iran uspela obdržati kljub uporu civilistov pred nekaj meseci in potem seveda še sama vojna, ampak je pridobila veliko koncesij od Trumpove vlade, Trumpove administracije v splošnem memorandumu o soglasju. In čeprav Združene države in njihovi glavni zavezniki še naprej odkrito izjavljajo, da nasprotujejo jedrskemu Iranu, na koncu dneva, če Iranci dobijo, dogovor, ki jim v bistvu omogoča, da obdržijo svoje rakete, ki jim omogoča, da prejmejo denar, ki je bil zamrznjen, in celo to ogromno naložbo v višini 300 milijard milijonov dolarjev v iransko gospodarstvo. In seveda obstaja veliko nejasnosti glede jedrskega programa. Iran se zavezuje, da ne bo razvijal jedrskega orožja. Čeprav je to že večkrat povedal v preteklosti, pa vendar še naprej razvija svoj jedrski program. Tako obstaja veliko skrbi glede dogovora, memoranduma, ki je bil dosežen. Seveda imata zdaj ZDA in Iran 60 dni za pogajanja, vendar je sam memorandum velik razlog za skrb, seveda za Izrael. Poleg memoranduma o soglasju in številnih skrbi glede spreminjajočih se, kot kaže, odnosov med Benjaminom Netanjahujem in Donaldom Trumpom. Dejstvo je, da je Iran zelo spretno povezal dogajanje na severni fronti med Izraelom in Hezbolahom, ki ga podpira Iran, s temi pogajanji. V Švici, kaj menite o dejstvu, da ima Izrael v bistvu zvezane roke, ko gre za obrambo lastnega prebivalstva pred iranskim posrednikom? No, zelo jasno je, da Iranci ne skrivajo dejstva, da želijo, da Izrael ne bi mogel odgovoriti na napade Hezbolaha. In v zadnjem času je bilo takšnih napadov z raketami in droni na desetine. In seveda, vse to poteka pod vodstvom Irana. Hezbolah ne bi deloval brez navodil ali vsaj dovoljenja iz Teherana. Tako da seveda so Iranci zainteresirani za ohranjanje napetosti in pritiska Hezbolaha na Izrael. In vsakič boste opazili, da vsakič, ko Izrael reagira na agresijo Hezbolaha, je to v svetovnih osrednjih medijih predstavljeno kot, da Izrael samo bombardira Libanon, kaj ne? In tako imajo celo v pripovedi Iranci prednost.
Toda seveda, kot je zelo jasno povedala izraelska vlada in mislim, da se s tem strinja tudi opozicija in večina Izraelcev, je, da Izrael seveda ne more tolerirati teh agresij in teh napadov, v katerih smo samo ta konec tedna izgubili 4 vojake. 5 izraelskih vojakov. To ni sprejemljivo. Izrael je zelo jasno povedal, da ne bo dovolil Hizbolahu, da še naprej izstreljuje rakete in drone, ter da se bo še naprej branil tudi z varnostno cono, ki je bila vzpostavljena v južnem Libanonu. Dr. Navon, v naslednjih nekaj tednih odhajate na Japonsko. Japonska si seveda tudi želi stabilnega Bližnjega vzhoda. Povejte nam, kaj Izrael lahko ponudi v prihodnjih strateških odnosih s Tokijem. Mislim, da Japonska v zadnjih nekaj letih, začenši z letom 2022, doživlja zelo globoke strateške spremembe. Zavedanje, da je bil klasični model Japonske sprejet po drugi svetovni vojni, izključno osredotočanje na gospodarski razvoj in zanašanje predvsem na Združene države Amerike za svojo obrambo, danes v današnjem svetu ni več vzdržno. Mislim, Japonska je ostala pacifistična država in njen odnos z Združenimi državami Amerike ostaja ključen. Toda, ker Kitajska postaja velika vojaška sila, Severna Koreja gradi svoj jedrski in raketni arzenal, Rusija pa napada Ukrajino in seveda z to usklajenostjo in povezovanjem med Kitajsko, Severno Korejo, Rusijo in Iranom, to je seveda prepričalo japonsko vodstvo, da ne samo poveča vojaške izdatke, ampak tudi izboljša svoj proces odločanja, ko gre za nacionalno varnost. Tako Japonska danes postaja pomemben igralec za varnost na Daljnem vzhodu. Varnost Daljnega vzhoda in Indo-Pacifika je namreč povezana z varnostjo na Bližnjem vzhodu. Zaradi odnosov med Iranom, Severno Korejo in Kitajsko, pa tudi zato, ker varnost danes ni več samo vprašanje orožja, temveč tudi oskrbe z glavnimi viri, bodisi energijo, ko gre za Japonsko, pa tudi ključnimi materiali. In v tem kontekstu ima Izrael veliko za ponuditi. Izrael ima namreč veliko vojaškega znanja in veliko izkušenj z raketno obrambo. Oprostite. Izrael je prav tako ključni igralec v ameriški strategiji zagotavljanja kritičnih materialov, kot so minerali. Dr. Emanuel Navon, prihajajoči izraelski veleposlanik na Japonskem, Baruch Slaha, kot pravimo v tem delu sveta, ob vaši naslednji poti in vlogi se veselimo novic. Najlepša hvala, da ste bili tukaj v studiu.